Če ne poznamo preteklosti, življenja prednikov in njihovih navad, ne moremo razumeti sedanjosti niti samih sebe. Zgodovina Posočja pa je neizčrpen vir še neodkritih zgodb, predmetov, ostankov gradenj in grobov, ki jih zgodovinarji in arheologi sproti obujajo k življenju in nam preteklost odkrivajo v povsem novi perspektivi. Eden tistih, ki je kopanju po preteklosti posvetil tisoče in tisoče ur dosedanjega življenja, je tudi Miha Mlinar, magister arheoloških znanosti z Mosta na Soči, eden najbolj zaslužnih za lepo število zgodovinskih odkritij v Posočju. Miho ujeti v njegovi pisarni v Tolminskem muzeju je domala nemogoče. Raje vidi, da mu med prsti polzijo prgišča zemlje in da v terenski opravi raziskuje potencialna najdišča, s katerimi bi dopolnil vedenje in znanje o naših prednikih in nekdanjih časih. Kot velik ljubitelj in specialist za problematiko starejše železnodobne svetolucijske kulture ter arheologijo Posočja, kar se prepleta tudi z njegovim 20-letnim prostovoljnim delom v turističnem društvu v rodnem Mostu na Soči, je bil tudi pobudnik nastanka kulturno-zgodovinske poti čez most po modrost, ki povezuje vse znamenitosti kraja in okolice. Pri projektu je ves čas aktivno sodeloval kot idejni vodja, avtor besedil za vodnik, zgibanke in informacijske table, od zaključka projekta pa po poti rade volje popelje različne skupine in jim izkušnjo ogleda obogati s svojim neprecenljivim zgodovinskim znanjem. Zaradi njene smiselne oblikovanosti je pot po desetletju še bolj prepoznavna in veliko prispeva k uveljavitvi in prepoznavnosti Mosta na Soči kot kulturno-turističnega in arheološkega bisera Posočja. Ob tem je avtor in soavtor številnih arheoloških razstav, kar za 4 je prejel tudi priznanja Slovenskega arheološkega društva. Miha Mlinar, tudi velik kulturnik, je bil skoraj 20 let tudi predsednik domačega kulturnega društva Ivana Preglja in je že doslej s predanim muzejskim delom in delom na področju kulturnega turizma veliko prispeval k odkrivanju in predstavitvi kulturne dediščine ter s tem skupaj s sodelavci pri Tolminskem muzeju postavil tudi temelje za nadaljnjo promocijo Posočja na tem področju. A kot pravi, je čar tega prav tako, da je skritih zgodb preteklosti, ki se pogosto skrivajo zakopane že v plitkih plasteh zemlje toliko, da nikoli ni videti konca. Eden večjih izzivov, v katerega bi rad zagrizel, so tudi ostanki poletnega dvora Oglejskega patriarha na Doru, ki so jih odkrili nedavno in predstavljajo eno večjih odkritij zadnjega obdobja, ne le na Tolminskem, marveč širše. Občinski svet občine Tolmin mu zato podeljuje zasluženo priznanje za dolgoletno delo na področju kulturne dediščine in njeno promocijo, s čimer je pozitivno vplival na razvoj kulturnega turizma v občini Tolmin.